Vrednost obnove druge faze znaša 2 milijona evrov, od tega so na občini 61% sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obnova je trajala skoraj leto in pol, vložek občine je bil približno 700 tisoč evrov, 1 300 000 je pa bilo od Ministrstva za kulturo, en del tega tudi evropskih sredstev. Mislim, da imamo v Sloveniji malo tako lepih ambientov za kakšno komorno, starejšo glasbo, tudi za kakšne druge dogodke. Restavratorska dela so potekala od konca leta 2010 do septembra 2011, izvedli pa so jih v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Med najzahtevnejši del obnove so sodili restavratorski posegi na leseni stropni konstrukciji in stropni poslikavi. Največ dela je bilo recimo v jugovzhodnem delu, podstrešnem delu, kjer so bile lesene deske tako preperele, da so praktično bile spremenjene v prah. In tam smo morali uporabiti neke nove metode, oziroma les smo morali nadomestiti z letvicami. Eno posebno konstrukcijo smo morali narediti, ki je nadomestila tiste lesene dele, da ni spodnja poslikava z ometom odpadla zaradi težnosti. Sezona v Viteški dvorani bo z obnovo lahko trajala vse leto in ne le nekaj mesecev. Kajti ena najpomembnejših zadev v Viteški dvorani je talno ogrevanje. Sedaj je dvorana ogrevana, kar pomeni, da se naša sezona poveča na 12 mesecev. To pomeni, da bo veliko več prireditev, da bo veliko več užitkov za ljubitelje kulture. V Viteški dvorani, ki je dolga 35, široka 10 in visoka 8 metrov, zdaj na obnovo čakajo še stenske poslikave.